Digitalni mamograf tudi v brežiški bolnišnici. Igor Akrapovič, prejemnik velike nagrade odličnosti in mojstrstva. Odbojkarska poslastica v Žužemberku. Dober večer. V društvu Zdravje za Posavje so pred 4 leti smelo začrtali akcijo zbiranja denarja za nov digitalni mamograf v brežiški bolnišnici, danes pa so nov aparat predali namenu. Ob zahvali vsem donatorjem se je predsednica društva Diana Kosar zahvalila tudi za medijsko podporo, pri kateri je imela naša televizija pomembno vlogo. V društvu so pripravili prvi veliki donatorski koncert oktobra 2013. Verjeli so, da bodo potrebna sredstva zbrali že v enem letu, a je akcija trajala do letošnjega junija. Medtem smo organizirali 6 koncertov, eno dobrodelno predstavo, napisali smo na tisoče prošenj podjetjem. K sreči so bile tudi te prošnje velikokrat uslišane. Odleglo nam je, ker nam je uspelo pravzaprav nekaj, kar se je zdelo nemogoče, ko smo štartali. V društvu so zbrali 122 tisoč evrov, razliko do 150 tisoč evrov vrednega aparata pa je zagotovila bolnišnica. Torej jaz lahko z veseljem sporočim, da je aparat že v uporabi, tako da že v tem tednu je nekaj žensk opravilo preiskave na novem aparatu. Lahko rečem, da so naši zaposleni zelo zadovoljni z njim. Zato se zdaj lahko pogovarjajo z Onkološkim inštitutom, da bi preventivni program za zgodnje odkrivanje raka dojk v prihodnje izvajali tudi v brežiški bolnišnici. Zdaj so namreč Posavke vabljene na mamografijo v Novo mesto. Prihodnji teden bomo imeli razgovor na to temo in računamo, da bi se v prvem koraku dogovorili za uporabo našega mamografa za izvajanje tega programa DORA. Bolnišnici v njenem razvoju izkazujeta vso podporo domača in sosednja Krška občina. Pomagali smo v preteklosti že s pomočjo javnih del z investicijo pri tem v otroški oddelek, sedaj pa smo seveda stali tudi ves čas ob strani pri zbiranju za mamograf. Najprej seveda s tem, da smo pri vseh prireditvah nekako omogočali predvsem prostore in pa vse ostalo. Na koncu sedaj pa, ko je še manjkalo denarja, pa smo še v 10 tisoč zagotovili sredstva v proračunih. Donacije so zdaj, ko je bolnišnica finančno v izjemno slabem položaju, pomemben vir za posodabljanje opreme in potrebne prostorske izboljšave, je povedala direktorica. Forum odličnosti in mojstrstva, ki že 25 let predstavlja nove, inovativne pristope, s katerimi slovenski podjetniki, izobraževalne ustanove in lokalne skupnosti ustvarjajo uspešne zgodbe ter prispevajo k odličnosti življenja, je letos potekal v Trebnjem. Vrhunec vsakoletnega foruma je podelitev velike nagrade odličnosti in mojstrstva, ki jo je letos prejel direktor podjetja Akrapovič Igor Akrapovič. Podelila jo je evropska komisarka Violeta Bulc. Ja, zelo sem ponosen, kateri res leta dela stojijo za tem našim produktom, tudi za našim podjetjem in seveda, da so ljudje prepoznali v bistvu ves ta naš doprinos. Poleg predstavitve odličnih praks so največ zanimanja pritegnile okrogle mize. Prva je govorila o spodbujanju ustreznega okolja za odličnost in mojstrstva mladih. Skozi kulturo, skozi galerijo likovnih samorastnikov seveda spodbujamo, če na kratko povem, ustvarjalnost, kreativnost, ki se pravzaprav izkazuje skozi vse generacije, in pa seveda Center za izobraževanje, vseživljenjsko učenje, izobraževanje odraslih, kjer je pravzaprav za spodbujanje kreativnosti. Aktivirati dijake, študente v neposredne aktivnosti. Organizirati medpredmetno povezovanje, organizirati kakovosten praktični pouk, projektno delo, oglede dobrih praks, vključevati različne uspešne podjetnike in druge strokovnjake v sam pedagoški proces. Druga pa se je dotikala vprašanja, kako v lokalnih skupnostih spodbuditi klimo za doseganje vrhunskih rezultatov. Vidim med svojimi kolegi, kjer so mladi prevzeli kmetije, se zadeve razvijajo. Iz takih kmetij prihajajo tudi res zgodbe o uspehu, inovativne z nekimi novimi izdelki, z ponudbo, ki je tudi marsikdo nima oziroma ki je tudi drugje ni. Vloga lokalne skupnosti pri spodbujanju odličnosti in mojstrstva je izjemna, čeprav se morda na prvi pogled to ne zdi logično. Nam se to zdi, da je predvsem odličnost in mojstrstvo odvisno od posameznika.
Družba pa je tista, ki spodbuja posameznika pri uspehu, dodaja. V ospredju letošnjega foruma je bilo spodbujanje zmagovalne miselnosti. Zmagovalci v tem smislu, da skušamo tudi premagati, kar je slabega v sebi, da smo osebnosti, ki želimo biti zmagovalci, ampak ne na račun soseda. Da je prav Trebnje gostilo letošnji forum, ni naključje, saj se v zadnjih letih tam rojevajo številne uspešne zgodbe. Danes brez povezovanja in sodelovanja na različnih ravneh praktično ne gre. Če občina povezuje občane, vaš kanal povezuje celotno regijo, saj zgodbe posameznih lokalnih skupnosti prek malih zaslonov prinaša v vsak dom. In prav občina kot hiša vseh občanov je bila rdeča nit srečanja županov jugovzhodne Slovenije, ki ga je že 15. leto zapored pripravila naša medijska hiša. Tokratno srečanje je potekalo v sodelovanju z občino Trebnje. Jaz mislim, da je Trebnje naredil kar precejšnje korake naprej, tako v razvojnem smislu, kakor pa tudi v programskem smislu. Zato je bila izbira letošnjega sodelovanja dobro premišljena. Vsako leto je udeležba pravzaprav 100% in to pomeni pripravljenost sodelovanja, povezovanja in to je dobro za nas vseh. Prav je, da se vsake toliko časa mogoče malo bolj sproščenem vzdušju sestanemo, se lahko tudi kaj bolj resnega pogovorimo. Tokrat so se o povezovanju in primerih dobrih praks iz svojih občin. Mi smo pred leti zgradili naš kulturni center, ki je neko središče kulturnega dogajanja in tudi sicer dogajanja. Primer vzornega sodelovanja, bom rekel, pa ne samo v naši občini, vendar širše je pa požar v podjetjih Ekosistemi. Mi imamo kar nekaj izkušenj in dobrih praks s sosednjimi občinami, kajti ne nazadnje gradimo skupni vodovod Suhokranjski z 5 občinami. Pomembno vlogo pri povezovanju občanov pa igra tudi naša medijska hiša, česar se zavedajo tudi župani. Zaradi tega, ker je televizija vaš kanal, njihov odsev njihovega delovanja, njihovo zrcaljenje, njihovo okno v svet. In to umito, čisto okno, ne zapackano in umazano, kot se to rado dogaja po nekaterih drugih medijih. Se vsi strinjamo v vseh 3 podregijah, da moramo to televizijo ohranjati, zato ker prinaša pozitivne, dobre zgodbe. In ena takšnih pozitivnih zgodb je bilo odprtje mostu na Gorenjih Ponikvah, ki je združilo našo televizijo, župane in krajane. Ker so otroci vsakodnevno vključeni v cestni promet in so med odraščanjem zelo dojemljivi za dejanja odraslih, so v akciji Otroci za varnost v prometu v Novem mestu ozaveščali voznike o problematiki alkohola v prometu in preprečitvi prometnih nezgod, ki jih povzroči uživanje alkohola. Otroci iz osnovne šole Drska so voznikom, ki so uspešno opravili test alkoholiziranosti, podarili slikovni izdelek in mu zaželeli srečno pot brez alkohola. Da pogledamo, kako policisti usmerjajo promet, pa kako avto ustavljajo. Jaz, ko sem mu ponesel, je bil zelo vesel. To, da bomo zaželeli srečno in varno vožnjo brez alkohola in da smo tukaj in da bodo policisti ustavljali avtomobile. V ulični akciji sta poleg šole sodelovali še policijska postaja Novo mesto in novomeška enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki je tudi pobudnica celotnega preventivnega programa, katerega sporočilo je ozaveščanje, predvsem bom rekla voznikov, ampak tudi splošne javnosti hkrati, da pač alkohol ne sodi v promet, se pravi, da slogan imamo varen voznik je trezen voznik. Ker je sporočilo prišlo od najbolj ranljivih udeležencev v prometu, so ga bili vozniki še toliko bolj veseli. Ja, otroci moram reči, da zelo z veseljem sodelujo v teh akcijah, ker vedo nekako, da bojo nekaj dobrega naredili. Delijo tudi izdelke, ki so nastali v likovnem natečaju, se pravi, so jih sami otroci tudi izdelali. Sami vozniki so pa tudi, bom rekla, nekako ganjeni, ko dobijo od otroka to sporočilo. V Sloveniji je sicer vsaka 3. nesreča s smrtnim izidom posledica vožnje pod vplivom alkohola. Ko govorimo o arhitektu Jožetu Plečniku, navadno pomislimo na Plečnikovo Ljubljano, pa na Plečnika na Dunaju in v Pragi. A veliki arhitekt je pustil sledi tudi v Beli krajini, o čemer priča razstava, ki so jo včeraj odprli v Črnomaljskem pastoralnem centru.
Razstava, posvečena 145. obletnici Plečnikovega rojstva, 60. obletnici njegove smrti in 10. obletnici začetka postopka za njegovo beatifikacijo, razkriva, da je Plečnik v Beli krajini ustvarjal na vseh področjih njegovega nadvse razvejanega opusa. Imamo njegove urbanistične načrte, primer za Metliko, imamo njegove arhitekturne načrte, 2 cerkvi Plečnikovi, imamo njegov celotno opremo notranjih prostorov. Ohranjeni in na razstavi predstavljeni so njegovi načrti ureditve mestnega jedra Metlike, ki predvidevajo 9 novih javnih stavb. Med njimi 3 šole, mestno poglavarstvo in celo kopališče. Ohranjeni so tudi njegovi načrti novih cerkva v Dragatušu in na Preloki, ki sicer niso bili uresničeni, a na Preloki so po njegovih načrtih uredili notranjost stare cerkve, ki jo krasijo Plečnikove klopi in 5 lestencev. Starotrški župnik, sicer Preločan, pa je na osnovi Plečnikovih skic izdelal maketo načrtovane nove preloške cerkve. To je sam idejna neka zamisel, da je dobil neke tiste osnovne gabarite, ni pa nič mere nikjer napisano, niti merila. Plečnik je bil tesno povezan z Belo krajino skozi stike z več znanimi Belokranjci, predstavljenimi na razstavi. Od pesnika Otona Župančiča, duhovnika Matije Tomca do njegove učenke, metliške rojakinje Gizele Šukle. Ampak nisem to, da je Plečnik dal neki Beli krajini. Bela krajina je dala Plečniku. Kad ste videli dokaz, pisanica na njegovi mizi v spremnici in še danes v Plečnikovi hiši pisanica. Spomin na Belo krajino. Belokranjec pa je bil tudi ljubljanski župan Juro Adlešič. V času njegovega županovanja pa je Plečnik največ ustvaril v Ljubljani. To pomeni, da brez njega Plečnikove Ljubljane v taki podobi ne bi bilo. On ima neizrečne zasluge za to, da se to vse skupaj izvedlo. Pravi Prelovšek, velik poznavalec Plečnika in njegovih del, ki je ob odprtju razstave v Črnomlju zbranim podrobno predstavil najpomembnejša Plečnikova dela v Ljubljani. Pravi praznik je bil včeraj v Žužemberku, v katerem so na svoj račun prišli ljubitelji odbojke. V osmini finala slovenskega pokala so se v domači dvorani pomerili s serijskimi državnimi prvaki ekipo ACH Voli, kar je bila svojstvena nagrada za klub, ki že desetletja vzgaja odlične odbojkarje. Gostje so pričakovano slavili s 3-0 v nizih, vendar so mladi domači igralci prikazali dobro in borbeno igro, ki so jo pozdravile tudi nabito polne tribune navijačev. Ja, jaz mislim, da smo odigrali dobro, borbeno tekmo. Treniramo dobro, delamo dobro, ekipa je super, pa upam, da tudi naprej ostanemo ekipa, pa pobiramo rezultate. Sem zadovoljen s tekmo, predvsem zaradi tega, da smo imeli izkušnjo igrati proti boljšemu nasprotniku, pred izkušenim nasprotnikom smo mlada ekipa, mladi igralci, ko nimajo za sabo veliko tekem in je super izkušnja. No. To je bil vnovičen dokaz, da je odbojka šport številka 1 v Žužemberku, kjer je ta tradicija bogata in uspešna. Mislim, da zaradi tega, predvsem zaradi dela, ko so že začeli predhodniki pred nami. Mislim, da že pred Bojanom Brulcem že je bila odbojka v Žužemberku, ampak tudi zdaj Bojan Brulec pa in njegovi sodelavci, bom rekel, narekovaju. Delajo z mladimi, veliko se dela z mladimi. Medtem pa odlično igrajo tudi mlajši odbojkarji žužemberškega kluba, ki spet nizajo zelo dobre rezultate. Cilji za naprej so osvajanje medalj, tako kot je bilo zdaj. Kot smo rekli, v 23 letih jih je bilo kar 51 in niti eno leto nismo ostali brez medalje. Tako da upam, da bomo šli po tej poti naprej. Članska ekipa sicer letos igra v drugi ligi, v kateri trenutno zaseda 8. mesto med 12 ekipami. Preden se poslovimo, še vabilo k ogledu pogovorne oddaje z osebnostjo oktobra s Stanetom Pečkom ob 20. uri. Lep večer vam želimo.